Vljudno vabljeni, da še vi kaj vprašate. Začela bom pa kar jaz, pa bom jaz stala, da vidim kako. Pa bi kar Tino pa Blaža seveda najprej vprašala. Se pravi, kinooperaterji so nekdo, ki so zelo aktivno vpleteni v našo izkušnjo gledanja filmov, ampak zelo pogosto pa sploh gledalci ne vedo ali pa ne vemo, da kinooperater sploh obstaja in kakšno je njegovo delo. Kako sta se odločila, da bi en film, da bi raziskavo več časa posvetila prav kinooperaterjem? Ja, v bistvu pač že od majhnega, ko gledaš film, ti ni jasen, od kje prihaja ta svetloba, kdo to sploh začne. In pol se nama je zdelo zanimivo, pismo to bilo zanimivo raziskati, nič ne obstaja, glih tazga nismo nič videla. In v bistvu tako se je vse skup začel, da sva začela pol malo raziskovati, sva se povezala z Bojanom in on naj je v bistvu povezal naprej s Klemnom, ki nas je povezal s Francijom, pa Bojan pol še s Polono, tako da... Pa s Karmen. Pa s Karmen, ja. Tako da, ja. V bistvu pa se ti kar odpre en tak velik svet v majhni kabini. Ja. Prvo misliš, da je to čisto nekaj majhnega, tako tam, pa na koncu kar se odpira, pa še nekaj vidiš, pa še uno, pa ti še več povejo, pa še na koncu rata ogromen svet. Meni se zdi zanimiv, ker v bistvu ful nam je samoumevno. Pač priješ v kino, se usedeš in pač film se zarola. In tako, kot je Blaž rekel, meni osebno je bila zmeri, ko smo bili mali, fascinantno to, pač res ta svetlova, prav spomnim se, zmeri si gledal, iz kje to prihaja. In ko je Blaž prišel, ne vem, s to idejo, s tem predlogom, da bi pač ta film naredila, sem bila valjda takoj za, no. Ker, ja, kino je pač cel, je tak en mali svet, no, tak mikrokozmos in ko začneš razmišljati, koliko ljudi je vpletenih in kje se vse začne, je v bistvu tako kar magic, kar tako čarobno. Pa ne vem, ko raziskuješ in ko so mi operaterji, oziroma Klemen mi je poslal material od teh operaterjev in ko sem jih poklicala, ko so bili vsi toliko navdušeni, kaj delamo, predvsem pa se mi je najbolj fascinantno zdelo, da še vedno so nekateri vpeti v neke projekcije oziroma v predvajanja in to se mi je zdelo tako lepo. Ja, ali pa tako kot Franci, ki pa v bistvu shranjuje filme in jih popisuje in tako naprej, tako da ostaja še vedno nekako povezan s filmom in vsem tem. Ne vprašajte ga, koliko filmov ima zdaj že. Ja. Mogoče je vprašanje še o tem, kako je nastajal film. A sta vidva že vnaprej vedela, v katere vse kotičke tega vprašanja vaju bo popeljal potem stik s kinooperaterji, se pravi z različnimi področji dela, pa tudi recimo to digitalno, analogno, ta širša in pa tudi zelo osebna vprašanja, ki se odpirajo v filmu? Ja, malo imaš že prej, veš, kaj bi rad vprašal, malo si, samo marsikaj pa pol kasneje v bistvu zveš, pa se ti odpre, tako kot sem rekel, nek nov svet, neke nove informacije, nekaj novega, kar sploh nismo vsega zajeli v temu filmu, ampak toliko smo lahko, toliko smo dali noter, tako bom rekel. Toliko se nam je zdelo zanimivo, da bo še vedno gledalcem, upamo, da je zanimivo. Omenila sta tudi Klemna Žuna in njegovo raziskavo, rečemo temu, kinematografske pokrajine naše, slovenske, pa tudi Karmen, ki je naredila veliko raziskavo, pa bi Klemen tebe vprašala, ti se že leta ukvarjaš z kinematografi po Sloveniji, najbrž bolj širše in spet bolj partikularno, pa me čisto zanima, kaj se ti zdi nekaj, kar ti je blazen zanimiv pri tej slovenski kinopokrajini, pri zgodovini ali pa sedanjosti? Moj oseben interes je v bistvu ratal v točki, ko sem doživljal te zgodbe kinooperaterjev iz prve roke in ko sem čutil, da je bilo v njihovih zgodbah en svet, ki ga ni več. In ta svet do zadnjih 10-20 let ni bil nikjer predstavljen ali v kakšni razstavi ali v kakšni knjigi. Enostavno se mi je zdelo, da je bila ena velika praznina na področju slovenske kinematografije,
predvsem v smislu, da če se je govorilo o zgodovini, da je bila v ospredju sama produkcija, se pravi, kako so nastali prvi slovenski filmi, potem kako so si vsi ti slovenski filmi sledili. In zame je bilo to eno tako poglavje, ki mi ni bilo toliko interesantno, kljub temu, da je mnogo lepih filmov, ki jih z užitkom pogledamo. Mene je v bistvu zanimalo, kdaj je bil, ne vem, prva projekcija na slovenskih tleh, kdaj je ratala prva distribucija, kateri so bili distributerji, kdo so bili ljudje, kaj so mogli početi, da so prišli do neke te izobrazbe, da so bili kinooperaterji, blagajniki. No, vse zadnje, kdaj je bilo največ obiska, koliko je bilo največ kinematografov na naših tleh. Tako da morda, ko ste rekla, kaj je kakšna zanimivost iz preteklosti, ena od zanimivosti je sigurno to, da je bilo v začetku 60-ih let v enem samem letu preko 17 milijonov kinoobiskovalcev, da je bilo v zaključku 50-ih let, da je bilo aktivnih rednih kinematografov, se pravi kina, ki so imela vsak teden projekcijo, tam okoli 260, ne. Da je mogoče tekom širše zgodovine od pač prve projekcije, ki je bila v Mariboru 1896, pa mogoče zdaj do ene par let nazaj, ker zadnje leta se je ta številka se je precej povzpela na račun letnih kinematografov, da je bilo približno 1000 kinoprizorišč, se pravi lokacij, kodar so bile ali redni kinematografi, ali da so obiskali potujoči kinematografi, ali da so bile to letne projekcije ali pa kakršne drugačne, tudi drive-in projekcije med drugim. Tako da moja strast zadnjih 20 let je bila se povezati z ljudmi, se povezati z institucijami, raziskati karkoli v tej smeri, da bi probal neki teh stvari še ohraniti. Imel sem tudi to srečo, da sem delal pri ljubljanskih kinematografih, imel še pravi čas na voljo določene arhive, ki so bliže na pol poti, da grejo na depo. Nekaj teh arhivov smo spravili tudi v pokrajinski arhiv Maribor, v zgodovinski arhiv Ljubljana. Nekaj arhiva smo našli tudi v Muzeju novejše zgodovine, kodar smo našli odlično fotogradivo in s časoma so potem ratale razne razstave, tudi nekaj knjig, tudi Karmen je v bistvu naredila eno lepo poglavje, predvsem, kako bi rekel, neke vrste podlago za ta dokumentarni film. In upam, da bo šlo tako tudi naprej. Se pravi, da probamo pokrpati na razne načine, da bi ta zgodovina, ki je dejansko bila neka velika praznina in nepokrito raziskana in predstavljena, da bi probali mladi in mlajši na nek način ohraniti tudi za kasnejše generacije. Mogoče kar Karmen nadaljujemo, če se Klemen nekako bolj ukvarja z okoliščinami projekcij, si se ti pa prav z ljudmi v svoji raziskavi. Pa mogoče enako vprašanje, kaj te je najbolj frapiralo, rečemo temu, ali pa kaj ti je bilo najbolj zanimivo? Jaz bom pa še tole naredila. Verjetno, lepo zdrav sem skupaj še z mojim imenom. Verjetno se bomo zdaj vsi pač malo ponavljali, pač verjetno najbolj zabaven del so pač res te zgodbe ljudi. Ne vem, jaz sem delala kot študentka 3-4 leta v Kino Komuni in ne vem, tekom tistega časa nisem nikoli zares pomislila, da bi delala raziskavo o kinooperaterjih, kljub temu, da sem začela v baru in delala potem in kot biletarka in na koncu kot kinooperaterka tudi sama, pač nek kratek čas, tako da sem imela še priložnost ujeti ta zadnji vlak analognega filma in vem, mislim, da sem bila zadnja, ko sem predvajala v Kino Komuni film na trak. Potlej, čez par let je pa pač to skozi neke izkušnje, ne vem, očitno nekje to tlelo v ozadju in prišlo čisto naravno ven ideja, kaj bi mogla napisati za magisterij. In smo se s kolegico pogovarjali in sem kinooperaterji in pač ne vem, pač kaj so ljudje počeli. Te neke zgodbe o kolonah pred Kino Komuna, pač to je veliko obiskovalcev govorilo, ker pač ta neka osrednja publika pač še vedno je obiskovala takrat Komuna, sicer zdaj je trenutno pač zaprta. Ene tudi vidim tu
tukaj, gospod se tam spomnim, pa verjetno še kakšen drug obraz mi je znan. Tako da pač ne vem, potem nekako pač iz tega pač izhajaš in potem, ko se je to odprlo in sem se spoznala, dobro, Klemno smo nekako že se poznala, ampak nikoli nismo sodelovali. Tako da od tistega momenta naprej se je pač v bistvu razvila neka lepa zgodba, na katero sem ponosna, da smo danes tukaj skupaj, sploh pa na Blaža, Tino in vse tukaj na odru, ki so. Pač se pravi, ne vem, se mi zdi, da iz te neke magistrske teze se je potem razvilo prijateljstvo, ki je zdaj v bistvu traja že kar nekaj časa. No. Mislim, da lahko zaključujem, ne, zdaj. Film povezuje, a ne vedno. Zdaj pa v filmu zvemo zelo veliko, pa spet ne toliko veliko o okoliščinah, v katerih delajo kinooperaterji, o vaših strasteh in posebnostih vašega dela. Pa bi mogoče vprašala, kaj je pa tisto, kar sicer malo zvemo, seveda, tudi po koščkih v filmu, ampak zdaj bi kar najprej Francija vprašala, kaj je bilo pa tisto pri tem delu, kar vas je... Se pravi, veš, kaj je to, kar ga je držalo toliko časa, kar vas je držalo toliko časa pri tem delu? Desetletja, več desetletij ste ostali kinooperater. Na hitrico, da povem, najprej skrivnost. Na današnji dan pred 30 leti sem prevzel Kinodvor in ta dan je bila premiera v Kinodvor filma Jurski park. Doživeli smo neprijetno stvar, ker je bil kino popolnoma zanemarjen, nevzdržan in ob takem številu obiskovalcev, kot se je ta prvi dan nabralo, je bilo obupno narediti karkoli, ker je bilo v dvorani vroče, ko sam sadem. Letos sem v nekdanjo klimatsko stvar zagnal, kar se je in znal in kaj se je zgodilo. Klimatske naprave niso delale najmanj 5 do 6 let. In nazadnje smo doživeli pri zadnji predstavi kozmičen efekt, da so po vseh gledalcih letele pajčevine in smo se vsi otepali tistega hudiča, ker smo pa drugo jutro, sicer pred smo nehali, ampak kaj je pomagalo, če je letelo vse povsod po zraku. Drugo jutro smo nabrali 3 velike ajmare samih pajčevin, pa včeraj v 4 urah v dvorano, da smo prišli do tega, kakor je treba. To je pravzaprav pomen, da vse stvari, ki morajo biti v kinematografu, morajo biti redno vzdrževane. Ne pa samo takrat, ko pride par gledalcev noter, potem pa nič. In to je bila huda preizkušnja za nas takrat v Kinodvoru pred 30 leti, da smo doživeli šok. Da smo pa nekako tiste obiskovalce, ki so uživali, bi rekel, v narekovaju, nekako zadovoljili, smo pa odprli vsa okna na stežaj, ker je bil vzun lep dan, mislim, lep večer, da so lahko gledali film do kraja. Tega ne bom nikoli pozabil. Zdaj pa, če hočete še kaj vedeti o nekdanjih časih, vam pa tako povem. Stvari je bilo od leta 1959, ko sem začel v kinu delati, ogromno. In težko je povedati v parih besedah nekaj, kar je človeku na srcu. Ampak vseeno bom skušal čisto na kratko povedati. Bilo mi je všeč, doživetja so bila enkratna, obiskovalci so bili pač izleti, kot so se zvrstila, posebno to velja za nekdanji Kino Triglav, v katerem sem začel delati, so bili različni. Sprva so bili obiskovalci zelo navdušeni nad
filmskim operam, nad, recimo, če tako vzamemo, nad Hamletom, to je bilo leta 48, 49, 50 in to se je potem nekako obdržalo. Ljudje so bili nekako razpoloženi, da hodijo take filme gledati v naš kino. Samo časi so se spremenili. V našem kinu je imel največ uspeha v takratnih časih En dan življenja, mehiški film. Zakaj? Bilo je takoj po vojni in če si šel slučajno, jaz sem bil še takrat mlad, mehen, 12 let star, smo doživeli nekaj pretresljivega. Nikoli nisem videl, nikoli slišal dvorane, da bi jokala. Od prvega do zadnjega človeka. Zakaj? Po vojni je bilo tako. Marsikdo je bil obsojen, pregnan, doživel strahovito usodo in to je bilo vse zmešano v tem filmu. Čeprav je bil mehiškega značaja, ampak pretresljiv je bil, ker je ljudem segel do srca. To je drugo. Prišli so bolj romantični časi. Dobro se spomnim, da smo mularija noreli pa divjali za Ivanhoem, z Elizabeth Taylor. Ampak Taylorca smo prej videli, v Lesi se vrača, ki je bila še čist majhna. Ampak v Ivanhoe je bila pa ženska, izžarevala je podobo, ki nam je bila všeč. In to se je vleklo. Prišla so pa 50 leta, pa 60 leta, ko so na podlagi ponudbe distributerjev, ki jih je bilo takrat trenutno 6, uvažali najrazličnejše filme. In kaj je bilo? V tistem času je bila kinosloga, kot so rekli, pištolca kino. In tisto je podelil tudi naš Kino Triglav. In tako smo, bi rekel, v 3-4 letih repertoar zasedli v glavnem, pa ne z italijanskimi westerni, to so pol kasneje prišli, ampak dobrimi westerni, ki so pa na ljudeh naredili poseben vtis. In to je bil, recimo, prehod iz enega obdobja v drugo obdobje, ko smo videli marsikaj. Ampak nikoli ne bom pozabil, ko se je začel graditi Štepansko naselje, da se je tista publika, ki je cel dan garala na stavbah, zbrala tudi v našem kinu in zahtevala, da imajo svoje filme, ne tiste, ko smo jih predvajali. In na tak način smo mi doživeli renesanso, da smo začeli vrteti, pa čeprav ne radi, italijanske kavbojke, brezvredne, pa razne spektakle italijanskega značaja, ampak to so oni hoteli. Južnaška publika, ki je hodila v naš kino, je skandirala, ko je gledala film, pločkala, če kdo nekoga, bi rekel, fental, upal ali kakorkoli, tega prej nismo imeli nikoli v kinu. In to je nažalost zamrlo in hvala Bogu zamrlo, ko je naš kino začel pešati s svojim obiskom. To je bilo v 70-ih letih, ko nismo vedeli, ne kako bi in kaj bi. Na vso srečo pa takrat zbolel naš upravnik, mogel sem prevzeti njegovo mesto in obenem sem postal tudi vodja programa in sem program predrugačil. Ne tako veliko čudno, ampak predrugačil sem ga tako, da se je začelo kazati, da delamo za publiko,
za odraslo publiko, obenem pa tudi za otroško. In zato je, kljub temu, da so ljubljanski kinematografi z Milanom Lindičem na čelu protestirali, ker smo mi uvajali otroške filmske predstave, ob sobotih pa ob nedeljih, nismo popustili in odraz je bil, da ima vsak otroški film vsaj po 2000 obiskovalcev v 3 predstavah. To je pa pomenilo, da smo na pravi poti. Obenem smo pa kljub obstoječemu kinematografu Mojca v Ljubljani v našem kinu pripravili posebne otroške predstave za vrtce. S polovično ali minimalno ceno, samo zato, da so lahko otroci gledali svoj film. Samo, nažalost, je bilo takrat otroških filmov malo. Sem pa se kakšen pojavil, ker tudi distributerji niso imeli do otroškega filma nobenega odnosa. Največ jih je imela Zeta film, potem jih je imela nekaj Vesna v Ljubljani, pa Kinema. Drugi so bili pa abervezniki za otroški film. No, ampak to je šlo do takrat, ko se je leta 1977 Kino Triglav združil z ljubljanskimi kinematografi. Zato, ker sam ni več mogel naprej. Bilo je pa tako, da je v tistih časih v Jugoslaviji nekdaj delovalo kar 22 distributerjev. Vsak je imel po 20 do 25 filmov in v tisti zmešnjavi, kot je bila, si se težko znašel, če si hotel narediti kakšen pameten program. Ker dobri filmi, boljši filmi, niti slovenskih podnaslovov niso imeli. Teh pa mi takrat v naših kinematografih nismo smeli predvajati. Če pa je bil kakor tok komercialen, je bil pa ožigosan od kritike ali pa od kogarkoli, da je hitro zginil z programa. Tako je pač bilo. In to so tisti zlati časi, v katerih si ti lahko počel, če si vedel, pa če si kaj poznal, marsikaj. In tako sem jaz takrat, ko sem še delal v Kinu Triglav, pisal svoj filmski list. Naš kino. Celih 10 let. Vsak mesec je šel na posebnih, včasih 15-20 stranih, zadnja številka je bila pa skoraj 64 stranska. Ampak to so bili časi, ki se ne bomo nikoli več ponovili. Bilo je tako, ko so ljudje vedeli, da bo ta stvar išla, napisal sem pa blagajnik, naš kino je v prodaji, so ga v hipu razgrabili. V 2-3 dneh ga ni bilo. Ampak ponatisa ni bilo. Kaj smo? Tako so se navadili, ampak videl sem pa nekaj drugega. Da ta moj list jih je pravzaprav osveščal. In niso hodili več gledati neumnih filmov v našem kinu. Zato so tisti neumni filmi tudi propadli. Novih, boljših filmov pa nismo smeli predvajati, ker publike ni bilo. Tako se je recimo pri nas v Kinu Triglav slovenski film, ta iz Milene Zupančičeva, ki je v Ljubljani tekel noro. Na 9 predstavah posloval samo 67 gledalci. Ker ga je v Ljubljani videlo preveč, za Moste pa ni bil. Pa je bilo še velikih takih filmov. Recimo, če vzamemo še primer, tako da ne bom predolg, film Moje pesmi, moje sanje je Kino Triglav predvajal leta 1969, ker ga 4 leta nismo smeli videti. Ko je prišel pa na program, je pa tekel pri nas v Kinu Triglav s pokvarjeno kopijo. Zakaj? Nekdo, ki ga je predvajal pred nami, mu je
enostavno odrezal konec, tako da je se film končal takrat, ko so nune pobrale Nemcem iz avtomobila tisto, da niso mogli za njimi. In hec je bil v tem, da ljudje niso hoteli iz dvorane. Ampak ker je bil na koncu napis od distributerja kraj, je bilo pač kraj filma. In je bilo fertik. No, in recimo še nekaj, da omenim mimogrede. Film Moje pesmi, moje sanje je bil dvakratno cenzuriran pri nas. Odrezali so v prvem predvajanju začetno pesem, ko so nune pele na dvorišču, pa ne prevedli tistega, ko je nuna prednica pela Mariji, preden je odšla nazaj v ta dvorec. Takrat so pač mislili, da ljudem ne smejo tistega dati, kar bi lahko bilo. In Bog pomagaj, če smo potem na zahtevo kranjskega kinopodjetja in ljubljanskega kinopodjetja končno videli kompletno verzijo Ben-Hurja, da gre za potrditev, v zahvalo za to, da se vsaj nekdo zavzel, da je film stekel, kot je treba. Pa ni bil to prvi primer cenzure pri nas. Prvi primer cenzure je bil pri filmu Princ študent. Mogoče se spomnite, če ste ga gledali, tistega prizora, ko Mario Lanza namesto Edmunda Prduma poje ob grobu svojega očeta, ki je umrl. Ta scena, pa čeprav ga je kupila Vesna film, ni smela biti prevedena. In ko so naši iz Vesne protestirali, so rekli, da je to pač filmsko, so od CK-ja dobili odgovor, ne delamo propagande za versko stvar. In moglo je biti brez vsega. Pa je bilo še takih primerov veliko. No, ampak pustimo, to je zgodovina, samo zgodovina je včasih boleča. Tako je pač. To bi imel jaz enkrat zapovedati. Poklone, ki ste me poslušali. Hvala, Franci. V teh vaših besedah se zelo vidi, kako pomemben člen ene kulture v družbi je bil desetletja, a ne film in pa seveda kino. Kako je povezoval zelo različne družbene kotičke, a ne različne sloje družbe, kako pomembno vlogo je res imel pri tem. Hkrati pa kako prav zaradi te vloge odseva, ne vsak trenutek v zgodovini, prav program kina, način dela in vse, kar se v kinu dogaja, zahteve publike, a ne, ali pa želje in tako naprej. V filmu smo veliko izvedeli, Polona in Bojan, ali pa nekaj izvedeli o naravi vajinega dela, ki je tako zelo specifična, hkrati pa na zelo zanimive načine razvejena. Hkrati je to eno zelo precizna tehnična stroka, po drugi strani je pa zelo veliko dela z ljudmi, pa spet še ena stran ali pa plat tega dela, mogoče zlasti tudi pri Poloni, ki reče, jaz bi zdaj se rekla, da sem festivalska kinooperaterka, da je projekcija, da tega ne smemo pozabiti, da je vsaka projekcija pravzaprav dogodek, a ne? Razstava filma, v kateri se ne zgodi samo projekcija filma, ampak tudi so še drugi faktori, druga vsebina naokoli tega. Pa me zanima, če se vidva spomnite kakšnih prav najbolj nenavadnih dogodivščin pri vajinem delu, a ne, ki bi mogoče vključevala, tako kot je Franci v filmu pove, kako je spustil projekcijo v kinoteki, ker je mogel biti sam na dveh koncih ob istem času, a ne, kakšno tako inovacijo ali pa zanimivost na preseku, a ne, kina kot dogodka, projekcije kot ene zelo
tehnične zadeve, kinooperaterja kot tehnika, ampak hkrati človeka, ki dela z ljudmi. Bom jaz kar začel. Jaz sem en od onih kinooperaterjev, ki se prvih 15 let svojega udejstvovanja na tem področju izogibal ljudi, tako da jaz mislim, da imam tlele ful veliko za povedati. Ampak ne, vsak, ki je delal na tem področju, ima en kup teh anekdot, en kup teh doživetij in vsega, čez en kup stvari je šel. Kakšne bolj, kakšne še bolj boleče in za gledalce in zase in za tiste, ki so odgovorni ali pa tisti, ki so nad njim. Ne vem, mislim, čist preveč jih je. Jaz eno mogoče bolečo za Kuna bom zdaj povedal, ker vem, mislim, s Kunom zdaj delamo že 21 let, tako ali drugače, ampak se spomnim, ko smo bili na, ne bom rekel kateri lokaciji, povabljeni, da naredimo gala koncert nemega filma z glasbeno spremljavo. In moja naloga je bila projicirati film, seveda, ampak na lokaciji, z opremo, ki je bila na lokaciji. Jaz sem mesece in mesece prej že preveril, če je vse v redu z opremo na lokaciji, in zagotavljali so mi, da je točno po teh specifikacijah, kot mora biti. Ampak ko sem prišel na dan same projekcije tja in smo z orkestrom, ki je bil navajen spremljati nemi film iz 20 let pri 18 sličicah na sekundo, dobil projektor, ki je imel možnost predvajati samo na 25 sličic na sekundo. Kar pomeni, da je bilo nekako zelo, da je bilo možno film, ki je načeloma počasna melodrama, smo iz njega naredili rahlo farso, ker se je predvajal 25% hitreje. Mogoče lahko poveš, da je pianistka, ki je takrat bila gostja, bila zelo sposobna pianistka in da je zelo hitro lahko pač igrala. Na koncu pač celotna glasbena spremljava tudi mogla biti prilagojena za skrajšano dolžino filma in je pač vse skupaj moglo iti hitreje, kar precej hitreje. Tudi to. Ja, to, da se potem, tukaj sem se moral kar veliko pogovarjati z ljudmi, s katerimi se ponovadi ne pogovarjam. Tako. Konec ene anekdote. Ampak ja, vsak, ki je delal v kabini, posebej v enem takem kinu, kot rečemo Kinodvor ali pa Slovenska kinoteka, kjer niso predstave ena za drugo po schedulu in je dejansko poklic operaterja, torej ljudje, ki to delo upravljamo, so v takšnih inštitucijah potreben in pomemben del. Skratka, ne vem, kako sem začel stavek, ampak ne, vsi imamo en kup takšnih ali drugačnih doživetij. Hvala. Polona, se ti tudi spomniš kakšnega takega doživetja? Ja, mogoče zanimiva zgodba, da sem enkrat delala na festivalu v Južni Afriki in da so tam v bistvu sem delala v kabini in da sem se v nekem trenutku spomnila, da bi mogoče mogla iti na WC. In tam so imeli vse posod take rešetke na vratih in v bistvu sem prišla in pač so bile te rešetke zaklenjene. In sem bila dejansko zaklenjena v kabino in potem sem mogla nekako
dobiti pozornost od čistilcev kina, da so pač šli po menedžerja in da je on prišel meni odkleniti in pač sem jaz rekla, zakaj pač zaklepate kabino, saj sem jaz tu, saj ne bo noben prišel in kaj je vzel in je rekel, ja, mi to zaklepamo zato, da avtorje filmov ne pridejo do kabine in da ne nadlegujejo kinooperaterjev. To bi mogla biti praksa bolj razširjena. Meni se ni zdelo najbolj praktično, da ne morem laufati na WC takrat, ko pač glih imam 2 minuti, da to naredim. A je mogoče kakšno vprašanje iz publike zdaj že, ali pa mnenje, kakšno sporočilce? Torej, zanima me tole vaši pogledi, razlika med delom, ki ste ga upravljali v Triglavu, pa tudi za Vevče in Zalog, in potem v tistem obdobju, ko ste na Vesni bili preglednik filmov in tudi prodajalec potem filmov za Slovenijo, naših filmov. Kakšen način, kakšne so bile te razlike v delu, ko ste bili kot v kinu še in potem kot preglednik v distribuciji? Vas sprašuje po vašem mnenju, kako je bilo različno delati, ko ste delali v kinu, Kino Triglav, Vevče in tako naprej, pa potem, ko ste bili na Vesni preglednik filmov? To ga zanima. Ja. Dela kinooperaterja v Triglavu sem se lotil čist po naključju. In to zaradi tega, ker je operater takrat nenadoma zbolel in ga pol leta ni bilo. Namesto njega je pa delal mlad študent, sicer po domače povedan luftar, ampak bil je dokaj štiher za delo. In se je nekega dne spravil nad našega upravnika v Triglavu Štekla, pa je rekel, poslušaj, jaz ne bom več sam predvajal. Se imaš ti mladega Poba, ki dela v reklami, naj ga uvod v filmsko delo kinooperaterja. Upravnik bo pač upravnik, njemu je bilo vseeno, kdo pač kaj dela. In enostavno je rekel, zmenite se. Kako je to bilo? Bilo je neko nedelo, 12. februarja leta 1962. Me je poiskal, preko posluš, Franci, zdaj pa dosti tega tvojega pacajna. Pet z mano v kabino, pa boš videl, kaj se to pravi biti kinooperater. Si, kaj se ti imel nor? Rekel, delam po 14-15 ur na dan, delam na mesto rediteljev, delam v blagajni, delam reklamo, razvažam, da mi bi rad pa še spravil v kabino. Prav, pet pa boš videl, kako je to lušten. Rekel, veš kaj, vse, kar je prav, kdo pa tisto, kar bom jaz tam gor predstavil, pa plačal. Prav tisto pa kar pod nosom obriš. Se kako po domače. Pa sem šel pa do upravnika, pa sem rekel, poslušaj, da so bila pa z upravnikom precej na ti, pa sem rekel, Korel, zdaj pa tako, če mislim jaz biti kinooperater, mi boš to priznal. Prav, kako? Še nisi sploh začel. Se rekel, od koga gre pri vaši hiši, človeka treba potukati, mu dati zele, da gre, potem bo pa šlo, ne? In preko peć pa se zmeta. In jaz sem šel lepo gor tisto nedelo, pa je rekel, sed za desen projektor, in na lebom bom jaz špilal filmske novice, imeli smo pa en italijanski spektakl. Prav ti je pa film pognal, ampak prej ga vlož. Kako vlož? Ja prav, kakor se je mene, tako boš vložil v projektor film.
jaz tisto naredim, ko je bilo filmskih novic tam konc, pa je prižgal luč v dvoran, rekel, zdaj pa ti začni. Jaz pa poženem in seveda, ker ni bil film prav vložen, ni mi prav niti povedal, kako ga je treba urihtati, sem pokvaril filmsko špico Morava filma v Razmesaru. Pa bo prav, nič hudega, Moravi film bomo tole sporočili, ti pa še enkrat noter vlož, pa gremo naprej. Pa rekel, daj se zapomnim, kako se film uloži. Na vrh mora biti šlinga, od spod mora biti šlinga, drugače boš zmeraj mesaril. Jaz sem tisto sicer naredil pred, potisnil, ko sem dal film noter, pa rekel, zdaj pa pritisnem, pa gremo. Neverjetno, steklo je. Pa sem gledal okrog sebe, koga je to za špas, ja prav, Franci, prva predstava tvoja teče. Kaj pa zdaj? Ja prav, film je na 2 kolutjih, ker smo takrat po 2 role skupaj popali, prav, čez 40 minut je druga. Kaj pa zdaj? Prav, tisto drugo už pa ti sam noter dal, pa nadaljeval naprej. Mene ne bo v kabinu. Kako si, ko Pavlja, si znoril. Prav, kinooperater se uči na napakah. Si kam pa poglej, polna dvorana, jaz ga ne morem celeti tukaj. Rekel, to je problem. In jaz lepo čisto drugo, veliko rolo noter dam, ker 5 rol je film imel. Na srečo je steklo vse v redu. In tista moja premiera iz 5 rolo vred je šla v štičih koncev. Pa me pa, on pa, ta operater mlad je pa šel na keglišče z upravnikom keglet, pa pit, nazaj pa pride, a je vse v redu, se ko veš kaj, Pavle. Če bi imel zdaj le moč, po domač pa bi te ured cunil pa iz kabine nekdo. Pa prav, zakaj pa to? Vse kot ko se ne dela s človekom, ko se uči. Treba zraven biti, mu povedati, kaj naj dela, pa mu reči, prav vse si naredil izpit. Tako se, kot to gre, pa je zdaj ta glaven. No, pa ni bilo. Ko sem začel v Triglavu predvajati, pa prvič se mi je film utrgal, pa ne po moje krivdi, ker film sem pregledal, bilo vse v redu, ampak v drugi roli filma Lito Vilovito, to se po naše reče Razgibano poletje jugoslovanskega, se film odtrgal, zato ker je Lepljenka popustila. Jaz pa ponavadi, ko sem vedel, kako to gre, ko sem videl pa drugih, se to ni nič tacga. Dal sem 2 metra filma naprej, notor vložil naprej, zdaj pa pogam pa potlej. No in na ta način sem se tudi naučil film lepiti. Čeprav je bilo včasih težko, ker je bil filmsko lepilo variabilne kvalitete in si težko za popal film. No, pa kasneje je prišel pa konc meseca februarja v kino Triglav film Z Elvisom Presleyjem. Plemeneča zvezda, mogoče se ga kdo spomnil, Indijanarca. Vseh 12 predstav sem predvajal sam, brez kakršnih koli napak. Pred film, kot je bila prednavada, filmske novice ali karkoli, ali pa cel film. In ljudje, ko so videli, kaj smo poseben način v kino Triglav predvajanja filma. Operaterji prejšnji, ko so bili, so platno odprli in ga pustili odprtega. Jaz sem pa po vsaki predstavi film zaprl in preden sem začel tudi odprl. In to so videli, da je nekaj novega. Pa se pa eden oglasil pri našem upravniku, pa rekel, kdo pa je tisti mulc, ko gor predvaja. Je pa rekel, se ni mulc, se je 25 let star. Je pa rekel, pa kaj pol? Ampak nekaj novega ima. Je rekel, nas ne pusti, da bi na odprto platno gledali, ga zapre. Prav mu je. Pa sem pa rekel, takole je, sem me obdržal, da sem začel
polk je prišel iz bolniške, ta star kinooperater, je rekel takole, boš mene v Bogu, vse, ko jaz znam tebe, neč v Bogu. Jaz sem predstav celega hudiča, kljere gor v kabin že, in ti mene ne boš učil, kaj bom delal. Jaz delam po svoje. Ti pa deli, kukar češ, je pa rekel, ja pa včasih bi bilo dobro, da mene poslušal, vseko, to si kar zamisel. Ko bom jaz v kabini, delam po svoje. In amen. In tako je tudi bilo. No in vsa leta, ki sem delal v Triglavu, ampak ne moram povedati, nihče me ni vprašal za izpit kinooperaterja. Nihče mi ni rekel, a delaš z izpitom ali kakorkoli. Ne. Ko sem pa prišel, potem, ko je Kino Triglav se združil s kinopodjetjem v kinopodjetje, me pa ta prvo pobaral, seveda, za Lindiča, nekdanjega vodja programa, sem moral vse tile nove filme predvajati v mali dvorani, nekdanjem kinu, minikinu. V ponedeljkih pa v četrtkih. Pa se pa nekega dne pa meni znajde tehnični direktor Franc Dolenc. Pa pravi, Franci, danes je tole zadnji tvoj dan. Se kaj pa je? Nimaš kino izpita, ne moreš filme predvajati. Se zakaj je to potreben? Pa prav, za tvojih 12.000 ur, ki si jih v kabin preživel, moraš tudi izpit imeti. Tega pa lomca po svoje. Prav vse, ko neham, pa grem. Lindiču sem šel pa povedati, jaz ne predvajam več. Je pa Lindič pa vzrojil. Je pa rekel, kako? Vse je tata mata kinooperater, vsi ga poznajo. Je pa rekel, Dolenc, nima izpita. Sem pa rekel, Dolenc, na prvi tečaj za kinooperaterje boš šel, pa če tam položiš izpit, boš lepo naprej delal, če ne, pa ne. No in na tisti izpit sem šel, ga nisem položil, zato ker sem bil trmast, nisem hotel imeti 2 direktorjev nad sabo, ker Dolenc mi je takoj porabil za predvajanje v kinematografih naokrog. Jaz pa tega nisem hotel, ker sem bil v reklami. In v reklami sem imel ogromen posla. No in pa je rekel, bomo videli. Seveda, do tistega izpita na izpit sem šel, ga pa nisem naredil, zato ker ga nisem hotel. Na 5-6 vprašanj, ki so bile bistvene, sem odgovoril, kar je bilo pa v zvezi s kinoakustiko, z mehansko stvarjo, sem pa molčal kot grob. Zakaj? Sem vedel, da bom s tem onesposobil Dolenca, da mene ne bom matral. In veste, kaj je se zgodilo? Ko sem zapuščal tisti kinooperaterski izpit, sem šel v Kino Šiško, ki je bila najbližji, da bi s svojimi sodelavci proslavil mojo zmago. In kaj se je zgodilo? Za mano je privršel Dolenc, pa me je v preddverju Kina Šiške dobil. Moj čhuričev, kaj si me pa zdaj našamaril? Kinopodjetje je plačal, vse sorte, ti pa tole narediš. Vse, ko nisem hotel imeti 2 šefov. Jaz sem zadost Lindiča, pa me on sekira, da me boste pa še vi. Prav, to te bo še koštalo. No in kaj je bilo? Takrat so v mali dvorani 1 leto pa pol drugi operaterji predvajali tisto stvar. Lindič ni bil z njimi, ne vem kaj, je kaj zadovoljen, z njimi je bilo kaj narobe. Pa me je enkrat poklicala tajnica, pa prav Franci, rabijo vas v kino kabini male dvorane. Če rekel, zakaj, se ne smem biti dol. Pa čaka vas komisija za pregled, za izpit. Pa tudi belo glas, rekel, kako. Ja, prav, Dolenc se je zmenil, da bo prišli pogledati,
kaj zmorete, kaj znate, pa boste izpit položil, boste papir dobil, pa bo pa mir. In jaz grem dol v kabino, bil je Dolenc, bil je Milan Kušar, pa njegov brat Mirko Kušar, pa še od Delavske univerze, pa me obstopijo. Franci, kolikor, je rekel Kušar, kolikor ste vi naredil v Triglav, vse okrog 12 000. Pa da ne bomo izpitali, da le takoj. To se more zrihtati, rekel, brez pardona. Tu sem pa rekel, kaj bi rad. Pa me Dolenc pride k meni, pa pravi, povej par stvari o ojačevalcu. Pa sem povedal, kako in kaj. Prav, v redu, nimam kaj. Pa prije pa Kušar, Mira zraven, prav, kako se iz odpremo filma dela. Tako sem delal v Kinu Triglavu. Ko ga dobiš, ga moraš pregledati, pa v vseh rolah, a so ena po vrsti, kot je treba, če odgovarja tehničnemu pregledu, in potem, ko je film prenehaš predvajati, v tehničnem kartonu pisati, kako in kaj. Ne tako, kot delajo večina kinooperaterjev, ki napiše po 50 predstavah film, tehnični film enako od začetku. Ni nikoli. Film po 10 predvajanjih ni več isti. Ker ali perforacija je pokvarjena, ali je film zdrgnen, ali ga je pa sam, ko ga je predvajal recimo na Bobi ali nekaj takega, fentov, mu je požrl to perforacijo ali kakorkoli, ampak tega ni nikoli zapisan. Zmeraj piše na vsakem stanje isto. To ni res, to sploh ne drži. Prav, to je super, kar si ti povedal. A ste kje to moje že bral? Prav, v tehničnih kartonih na ves na filmu. To sem pa čisto pozabil. Pa sem pa rekel, še kaj? Da je pa prav? Da bomo mogli počasi zaključiti, ker je naslednja predstava tukaj. Ja, bomo. Preci, samo kipec. Se bomo še tam in stvar je bila v tem, da smo mi s tem končali, da sem jaz postal reden kinooperater. Vsake toliko časa sem predvajal po vseh ljubljanskih kinodvoranah, Šiški, v Komuni, ja, z Komune je bil Križ, pa pustimo to. Ampak na Viču, najrajši sem bil v kinu Bežigrad, takrat sem imel ravnkar Dolby sistem nov in to je bilo krasno, samo Dolbija ni znal vsak uporabljati. Operaterju sem tam povedal, kako je z Dolbijem. Ne sme biti na hreščavost, ampak mora biti lepo zrihtan, da se temperirano kopijam obnaša. Pa so pa to pogruntali, da je prav. No in so ravno pri tem filmu Flashdance je bil največji problem. Drugač pa moja kinooperaterska pot je bila raznolika. Najrajši sem imel v Dvoru, zelo rad sem imel otroci v otroškem kinodvoru, Mojca, tam sem imel svojo publiko, drugač pa še vedno je spomin na nekdanji Kino Triglav, ki ga več ni. To je vse. Kakšen lep zaključek pogovora, hvala. Jaz, prosim, mislim, da ni časa, ker je naslednja projekcija tukaj v dvorani, ampak ker vas vabimo na pivo v kavarno, lahko tam se še pogovarjamo z vsemi našimi akterji. Ampak še eno vprašanje. Ja, veš kaj, Varja, ne, sorry, res je, projekcija je tako, da jaz vas bom prosila, da zapustite dvorano. Ne, sorry, Kun. Ampak
Ta film me je spodbudil k nečemu, kar moram povedati, zaradi tega, ker po moje samo v svoji vlogi nekdanje direktorice mestnega kina Kinodvor lahko to povem. Ful hvala za ta film. Pogledali smo v kabino in pogledali smo v srca naših kinooperaterjev. Slišali smo tudi, da niso ljudje, ki bi šparali z besedo, ampak jaz vas moram vse obvestiti, tiste, ki pa pri filmu delate, pa spomniti, da smo v sodobni zgodovini slovenskega filma pravzaprav ravno zaradi kinooperaterjev, predvsem Bojana Bajsiča in pa njegovega zelo specifičnega strokovnega znanja, pravzaprav uspeli vsi kinematografi v Sloveniji in Nina Ukmar, ki je bila predsednica Art Kino mreže Slovenija, ki je danes tudi tukaj z nami, mi bo to potrdila, narediti totalen prehod v digitalni kino in to vsi kini, tudi nekateri iz mreže, ki ste danes tukaj, lahko potrdite, predvsem zato, ker je Bojan skupaj z ostalimi kinooperaterji v vseh kinih po Slovenijah to svoje znanje unovčil v sodobnem svetu in verjamem, da bodo oni tisti, ki ne samo, da ta poklic umira ali zamira ali karkoli, ampak nas bojo oni pelali v prihodnost. In samo še za konec, oprosti Bojan, to je pa nekaj iz najine poslovne intime. Midva s Kunom sva imela v 15 letih seveda z najinimi sodelavci tudi 4 oziroma letne razgovore. Vsak je dobil 4 ure. A veste, kaj je to 4 ure? Nobeden jih ni izkoristil, razen Bojana. Hvala. Jaz mislim pa, da je zdaj pa samo še en aplavz na vrsti in sicer tudi v dvorani je kar eno število kinooperaterjev z nami, pa bi se zahvalila pač vsem vam za ta film, kinooperaterjem za vse predstave, ki ste nam jih priredili in pa seveda vam in nam, ki hodimo v kino. Tako da hvala.